Pa si želim, da bi več ustvarjalcev vsebin to čulo. Oh no! Mogoče pa ni vse izgubljeno. Razmoj živci. Spet sem pekla kruh, pa poglejmo, kaj se bo tokrat zgodilo. Zgleda ful tekoč. Slabo zgleda. Ajoj. Tako da ni nič narasto. Ne. Včasih pač stvari ne grejo, kot bi mogla, ona. Kaj lahko narediš v takem primeru, ko ti kruh ne rata, je, da narediš focaccio iz njega. Ne vem, iskreno nam, kaj je fora, pač skozi delaš isto in pol je nekaj drugač. Mogoče sem ga preveč pohidrirala. Torej, dodala sem malo kvasa in vode tukaj. In bom dala ta kruh nazaj. Nekaj tekoče je, to sploh ni okej. In bom zmešala še vode zraven, ker nočem tega stran metati. Če slučajno tudi to ne bo okej, bomo pa focaccio naredili. To ni kruh. Ojoj, zakaj se to zgodi, resno? Ne vem. Ti malo nadri oblik. Čist tekoče. Kruh me je razočaral, na srečo sem še imela nekaj starega, tako da zajtrk bo. Tu imam te kisle stvari, jajca in pa sendviči. Pa upam, da vseeno nekaj iz tega nastane, če kaj drugega ne bo pa focaccia. Evo, gospodič je zrastel. Vidite, kaj lahko iz tega naredimo. Oh my god. Creepy. Ne vem. Še vedno je zelo tekoče vse. Težka bo. Oh my god, sem še večji blob sem naredila. Katastrofa. Nam če bo kaj, to zgleda zdaj kot nek starter. Sploh si ne upam dati v serveto, ker se bojim, da bo to vse, ne vem. Mi gre to na živce zdaj. Ni mi všeč. Sploh ne morem kaj narediti. Kako mi to sploh zdaj prestavim v moje serveto, ki bo po moje tako vse popila. To moko. Jokati sem se začel poleg ograje, kožalco jedo. Mislim, mogoče se še kaj zgodi iz tega, ampak močno dvomim. Sploh nekaj ga ne prestavim kamorkoli. This makes me very angry. Ampak sem trmasta in nočem tega zdaj uničiti, pa nočem narediti focacce, ampak po moje bom obžalovala, ampak, you know, life is too short to, ne vem kaj. Ker zlije se, le to. Reče, pa sej sourdough, ta drugi juž je ful enostavna zadeva. Sej je, ko gre vse prav. Ko
Pa ne gre, je pa najbolj annoying zadeva ever. Upam, da se zdaj to ne v nasredu primlo, ker prav, ne vem, res ne vem. Ok, danes je bil pa kar ok dan, produktivno, kruh rešujem. Zdaj čakam, da mogoče malo shodi, preden da dam pečico, pečica se greje. Cote so glih uprane, ampak bomo mogli malo počakati, ker sem si glih zagrela ta kodralnik, da si naredim kodre. Moram se malo bolj potruditi glede las, včasih sem si ful bolj več frizure delala, zdaj pa kar malo pozabim in lena ratam. Končala in objavila sem en recept, objavila sem sodelovanje na story, tako da enkrat se počutim kar produktivno. Zdaj pa bom gledala YouTube in si naredila kodre. Ja, pa make-up si moram narediti, ker imam v bistvu čez uro pa 10 minut imam live stream in danes bomo v mucico dokončali to Lego muco in jaz sem vedno tak sladko grenek pri okus, ko končujem Lego, zato ker ne vem, kdaj bom naslednji tak set lahko sestavila, ker pač je drago, ne. Po eni strani hočem imeti sestavljeno, da bo končno ta muca nekje mi krasila stanovanje, po drugi strani pa nočem, da se konča. Ful veliki problemi, ne. Ja, to delamo danes na streamu. Zadnje cajte moram reči, da sem se res še tak posebej sprostila in se mi zdi, da res uživam v teh live streamih. In tudi v YouTubeu se mi zdi, zdaj tudi se spozna, da sem malo več tudi objavljala, recimo septembra. Probam res čim več, ker mi je fajn, ful se fajn počutim in mi ni samoumevno, da lahko to delam in da imam te platforme in kolikor sem rada sama, mi dajo obe te platformi mi date občutek neke skupnosti in se na kupu zberemo podobno misleči. Ni nujno, da se vsem strinjamo, ampak ja, se malo podružimo, kaj podebatiramo, podelimo kakšne misli in izkušnje ali pa karkoli, malo se pohecamo. V glavnem, fajn se imam med tem, ko delam, kar delam. Res, tudi druge stvari, ko so mi mogoče manj prijetne, sem se zdaj malo mogla sem se izprazniti glede njih. Ja, da sem tudi dobila en dober feedback, pač sej vedno dobim, ne, me pohvalijo, pa reče, da je dobro, ampak je še kar naslednjič, ko se nečesa lotim, dvomim in ja, moram malo zaupati bolj v sebe. Jaz verjamem, da je vedno prostor za izboljšavo, ampak moraš si pa tudi dati malo pohvale, pa biti, hej, dobro si to naredila. Boš, ko marsikdo verjetno več plača za to. Ne bomo zdaj cinični. V glavnem, ja, dajmo dalje. Malo je pa še zrastel. Kar sam prerezal kruh. Zdaj, kak je ploščat, Marija. Vseeno ga bom malo narezala. Oh my god. Ojoj. Oh no! Ne! Oh Lord Jesus! No, to je res absolutni fail dance, ampak we never give up, am I right? Pa bomo videli, kaj se zgodi. 3krat sem se že upekla danes. Naporno je to življenje. Če hočeš znati peči kruh. Ok,
Ok, tega pa nisem pričakovala. Ampak kot sem rekla, včasih je mehek oziroma tekoča masa boljš, kar se tiče notranjosti kruha. Mogoče bo puhast. Mogoče pa ni vse izgubljeno. Razmoj živci. Kako me sploh vidite. V glavnem, moje ozadje izgleda, kot da je izbruhno. Halloween, zdaj pa gremo kruh pogled. Konec je. Ne morem reči, da je kljub temu, da je bil čist tekoč to nastalo. Sicer sem dodala kvas, ampak vseeno. Jaz sem vesela, da ne bom nič stran metala. Ko pa to? Prav zanima, kak je od znotraj, ampak žal bo treba počakati. To do. Let's see on inside. This is the real thing. I still don't have bread. Ooh, okay. Okay. Hello, jaz grem na eno predavanje. Predavanje o duševnih motnjah in vplivov ustvarjalcev vsebin na kaj lahko pomagamo. Pri tem ne pomagamo toliko, ko pa ustvarjamo neko varno okolje za gledalce, sploh mlajše. Oba imate otroke, a ne? Kako se pa vi soočate s tem? Se pravi, moj sin je zdaj v Orank najstništvu, se pravi 16 let, odlihkar, in seveda nima dovoljenja za to, da bi imel Instagram profil in Facebook profil. Sem mu pa dovolila, Tristan je to zelo fajn povedal prej, no? Se pravi, ni tle vse ali nič princip tistke zaželjen, ne gre za to, da jaz njemu čist nič ne dovolim, ampak seveda učim ene zdrave uporabe in seveda učenje otroka zdrave uporabe je biti kontrolor stvari. Tako da jaz mu dovolim uporabo TikToka, ker Tristan je zelo fajn povedal, da je bilo zelo veliko govora o tem, ampak pri algoritmu, ki ga moj sin uporablja, treniral je košarko ful let, mu meče zelo košarkarske vsebine, dogovarjava se vedno, da mi na 14 dni pokaže, kaj so vsebine in velikrat sva na TikToku skupaj. Okay, tako da to je vse, kar mu dovolim. Drugače pa mogoče kot zanimivost, ne, Tristan je povedal, koliko smo stari in jaz sem v bistvu Facebook profil zaradi stave odprla. Se ne zapuščam, še nekaj študirati, to tako je. Evo, jaz sem nazaj, šla sem še hitro v trgovino, vmes smo končno prispela domov. Ful je bilo fajn, ful se mi zdi pomembne informacije, pa si želim, da bi več ustvarjalcev vsebin to čulo. Ne samo ene par, ampak oni sploh imajo mogoče večje platforme, pa to, da smo odgovorni, kaj objavljamo, pa kaj govorimo. Itak se mi zdi tudi pomembno, da ne se pretvarjaš, da si perfekten, da ne vse čist cenzuriraš, ja, da najdeš neko ravnovesje med tem, kaj rečeš, kaj ne rečeš in pomisliš tudi na mlajše, a ne. Se mi pa zdi, da itak najbolj učiš otroke, mladostnike, pa tudi mogoče odrasle. Jaz sem se marsikaj na internetu naučila. Jih učiš predvsem z vzorom in da si dosleden s tem, kar delaš. Torej, da ne nekaj rečeš, delaš nekaj drugega in tak naprej. In pa tudi, da skrbiš za svoje duševno zdravje. Torej, da je okej, če imaš slab dan, da je okej, da si pod stresom, da je okej to in to. Jaz sem recimo dala eno vprašanje oziroma pokomentirala, sem rekla, da ko jaz delim svoje težave ali pa da se slabo počutim ali pa da mi nekaj ne gre ali pa karkoli, se mi zdi, vedno imam tako slabo vest, pa se to pa ni nič proti nekomu drugemu. In sem v bistvu oba psihologa komentirala, da
naše stiske so osebne stiske in ni to tekmovanje, kdo ima hujšo situacijo, kdo ima večjo stisko, ker vsak tu drugače dojema stvari. Nekomu nekaj, kar se tebi zdi hujš, sploh ne bo dojel tako hudo. In prav je, da tudi mi pokažemo svojo v bistvu ranljivost, zato da pokažeš, da si človek in da je normalno, da imamo trenutke take v življenju, da ni vse perfektno, ker pač itak in meni ni težko biti ranljiva in je to tudi sta komentirala, da je to v bistvu znak, da si na nek način sigurno v sebe in do samozavesten, kar se mi zdelo cool, ker jaz sem vedno imela težave s tem in še vedno imam kakšne stvari, ko nisem sigurna v sebi, ampak z leti pa z nekim znanjem pa izkušnjami sigurno pridobiš na tem in če s tem, kot vedno pravim, nekomu pomagam, če eni osebi pomagam s tem, da sem ranljiva, tako zadnjič, ko sem glede zob govorila, koliko ljudi se mi je javilo, koliko vas se mi je javilo, pa neverjetno, no, jaz si želim, da bi imela koga takrat, ko sem šla skozi to, da bi imel isto situacijo, jaz mislila, da sem sama in tako naprej. Tako da, poleg zabave se mi zdi, da je tudi pomembno, da dam še kaj več in se res trudim, da ostanem sebi zvesta, ustvarjam nek varni prostor na internetu in upam, da da v večini dober izgled. Nisem pa perfektna, noben ni. Vedno je nekaj, kar se lahko izboljša, vedno je nekaj, kar konec koncev smo vsi sam ljudje. Sorry za to predavanje, ampak tako malo sem hotela povzeti, več stvari je še bilo in večkrat bi šla na kaj takega. Jaz sem bila slučajno povabljena iz strani ene agencije in pogrešam malo ta predavanja in te debate iz faksov. Dobro, grem zdaj Mikice. Danes sem še kar nekaj dela čaka, danes ni live streama, imam pa za posnet nekaj, pa video zmontirati, ker jutri moram pa že nazaj staršem, bom šla bolj zvečer. Tako da, bla bla bla. Mika, je fajn vreme. Konički se zun, poglej. Se muhe jezijo. Jaz si pa pišem scenarij tukaj, ker moram nekaj posneti in uživam sonček. Jaz sem bila ful neodgovorna in namesto, da bi montirala video in delala druge stvari, sem live streamala, ko nisem imela niti planirano, da live streamam. Ampak ja, tako sem se počutila, da hočem streamati, no, imela sem nekak cajt, ampak ja, zdaj pa je ura 10, ne, 10 po 10. Končala sem to mačko Lego in je ful lepa. Prava lepotica je, te tačke lahko vrtiš. Mislim, da rep lahko samo malo ta del premakneš. Glavo lahko vrtiš, pa lahko spremeniš oči v modre, ampak se mi zdi, da to bolj realno izgleda, oziroma bolj podobno pravi mački. Tako da ja, tudi usta lahko imaš drugačna, da ima odprta ali pa da ima zaprta. Meni je všeč to, ko ima odprta. So cute. Mika se je že stiskala z njo, tako se je z glavo se noter čohala. Mika, hej, hej. In jaz grem spet v Nemčijo. Tokrat grem za točno en teden, oziroma ja, ne toliko dolgo. Zadnjič sem bila ful dolgo, 13 dni. Sem rekla, da grem zdaj, ker bi rada konec meseca bila s doma. Josh pride pa novembra. Bom imela pa malo bolj dolgo pauzo, ko ne bom šla nikamor, ker je to kar naporno. Zakaj se pa še ekstra veselim dan? Zato, ker se bom ustavila pri Andreji, moji najboljši prijateljici, ki smo se v bistvu spoznali na faksu in živi v Nemčiji in letos je rodila, tako da mi je fajn, ko se čim več vidimo, da lahko tudi malega čim več vidim in vsakeč, ko ga vidim, je malo večji in koma čakam res. Pa še kosilo mi bo pripravila, pa fajn je, da imam eno pauzo vmes, prav paše mi in res koma čakam, da se malo pomenimo pa tak. Ful se nisem pripravila na to potovanje nekako in mi je, v bistvu mama mi je naredila sendvič pa brownie mi je zraven dala. To po moje zdaj pojedla, a ja pa kavo imam teh posod za kavo, ampak se nisem spomnila nič prenes, kot pravim, zelo nepripravljena sem šla danes na pot in mi je mama naredila ta mason jar, tako da bom iz tega pila kavo, ampak moram nekaj najprej pojesti. Bom pa zdaj jedla zato, da koliko prispem k Andreji, da bom že lačna. Hallo. Nein, okay, tschüss. Rechnung? Schön groß. Rechnunga. Ki je pa lepo, ko je vse jesensko že. In ful je tako hoa vreme. Tisti, ko ste gledali Twilight, vete, kaj je to.
I've been thinking for days. Yeah, I've been thinking, oh yeah. Prispela. Hej, vam se ne zdi, ampak nisem snemala že 4 dni, kar je po moje rekord za mene. V bistvu ni bilo nekega posebnega razloga, mogoče to, da sem že imela dosti posneto prej in mogoče tudi en komentar je bil zadnjič, ki ga čisto razumem, da raje gledate, ko sem v Ljubljani, ko pa tukaj, ali pa kjer drugje, a ne. Ampak ne, jaz ne morem nehati živeti svojega življenja in delati stvari sam za YouTube, a ne. Tako da, mogoče sem tudi imela malo odpor tukaj snemati zaradi tega. Poleg tega sem se malo bolj posvetila, pač sem, delala sem druge stvari, ampak ja, pač življenju, druženju s Joshom. V glavnem danes pa spet začnem snemati, čeprav sem že skoraj cel dan za računalnikom. 2 sodelovanje sem mogla zmontirati, na urnik sem mogla narediti, ker je ponedeljek. Tukaj sem še 3 dni, oziroma danes pa še 2 dni. Jutri gremo na eno razstavo Buč, tako da to vam definitivno moram pokazati. Lani smo že bila, letos je malenkost drugače, ampak isti princip. Pa na razstavo, oziroma ja, nekaj takega Titanika. To mi je ful dobro, jaz imam ful rada film Titanik. Gledala sem ga neštetokrat. V glavnem, kaj se je dogajalo v prejšnjih dneh. Šla sem seveda hrano nakupiti, kar je moja najljubša aktivnost, ko sem pridem. Imela sem kuharski stream, kjer sem naredila res sirasto težko lazanjo, ampak je bila ful dobra, predvsem naslednja 2 dni, ko smo jedla, naredila sem tudi chocolate chip cookies, tokrat sem dodala še makademske oreščke not. Šla smo tudi v ta vrt in je bilo tako lepo s temi rdečimi, rumenimi listi, res barve se spreminjajo. In to je res moj najljubši čas, tako da moja sem malo na kavču lela, ker ne morem več sedeti na stolu, ker me že rit boli od sedenja in gledanja v ekran, tako da sem samo legla na kavč pa delala nič. No, to vam še moram pokazati. Josh mi je kupil, ko so bile te Prime Days, ta adventni koledar Harry Potter. Lani sem ga že imela, ta je nov, torej 2024, tako da se veselim odpirati vsak dan od decembra, full cute. Evo pa gremo na najno tradicionalno bučno razstavo in najboljši del je na začetku, mislim zaenkrat, gremo v Hofer po štručke, pa kavo. Zdaj sem videla, da imamo isto kavo pri nas, ko pa tukaj. Ni fajn, ker ona naša mi je bila boljš, ker je imela tako luknjico za piti, to se pa celo odpre. Zdaj vzela to, ko ima manj cukra, sem je malo manj močna, tako da. Ampak ja, ona je čisto presladka. Gremo! Isti outfit manj kot lani. Ker nekaj, nisem se pripravila. Kuna vecnik. Kuna vecnik. Oba smo isto oblečena kot lani. Mogoče bo tudi to tradicija, da se vsako leto isto oblečemo. We are here. Guess who's back? Back again. Lani smo šla za vikend in je bila kar gužva. Dan smo pa kar en torek in bo maj ful boljši. Sicer malo dežuje, ampak ja, je začel dešiti. Evo, prva figurica iz Buč je ta Marge iz Simpsonu. Parfum Chanel No. 5. Letos je tema močne, neodvisne ženske. Strong independent woman. To je direkt zame. Kako dobro gre te buče okoli noge. Pravica se imenuje. The goddess of justice. Boginja pravice. Okay, te so ogromne, sploh ne vidiš na kameri. Čakaj, da vam pokažem, kako isto zraven zgledam. European, this is German. European. See how big they are compared to me? They look huge, yeah. Pika Nogavička svojega konja dviguje. Čebelica Maja, Biene Maja und Dan, which it even has like the nails and the thingy in the nose. Zdaj greva Pika Nogavička pesem pogledati. Hej, Pika Nogavička, Pipi Langstrumpf. Imamo spet Marge. Pipi. She's blazed. Oh,
So cute. Cuties patutis. Gled tega. To sem jaz, ko kuham, pa pol nekaj pojem. Da se z otroci ukvarja. Thumbs up. Peace. Te bi bila zarezati 4,90. No ja. No ja, no ja. What is this? For carving. Vse ima v bistvu bučenut. Pa pijače. Lahko igraš šah z bučami. Cool as šah. I don't know how to play anymore, so sorry, yes. It says Mini Red Turban USA. Ki vse piše, kjera vrsta so. So cool. Schnitzkürbis USA. Morocco. Taiwan, China. Oh, beautiful. Ta je lepa. Ta je taka garja. Oh, ni to taka perfektna buča. A ni cute sovica? Očko si dodrži. Oh, cute. Do no, hear no evil, speak no evil, see no evil. My God. Kake lepe šalčke. Wow. Žena od Benza. What was his name? Carl Benz. Torej, Mercedes-Benz se imenuje Mercedes zaradi hčerke od Karla Benza. Torej, Mercedes-Benz. To je pa žena njegova, Karla. Ne, Berta. Ok, to zgodbico vam moram povedati. Torej, ko je naredil Karl Benz pač prvi avto 1888, so vsi dvomili in pač ni šlo dobro v prodajo in pol je ona brez vednosti kogarkoli pelala avto 106 km od ne vem enega kraja do drugega in pol so si videli to in tam se je začel pol uspeh Mercedes-Benza. That's me, I'm a witch. Do you wanna build a snowman? Lega Olafa. Pa Elsiko, kje je pa Ana? Let it go. Gremo po... Evo. Bučkin chips, so cool. I like it. Kuk. Boljši je, ko ni folka. Če pa kaj ne maram, je pa to gužva. Danes je perfektno. Neki z bučami bomo spet. Bučna juha z maltaše, to je kot nek dumpling, ne vem, kako mi to rečemo, žlikrov. In pol še semena, gor bučno olje. Pa jaz, ko obožujem se kopati. Kleopatra v banji. Ni tulipan, ampak je roža. Vrtnica bela. Še en ta del imamo, tam imamo pa Frido Kahlo, zadnji pa čebelica. Oh my God. Frida. Bzz. Queen bee. Vse ženske, ko multitaskamo skozi 10 stvari naenkrat. Sliko hočem narediti, pa skozi folk mimo hoditi.
Se gremo pa še v ta del, ko ni buč, ampak ne vem, pač taki vrtički so tako lepo. Lani smo tu začela, pa smo šele do buč prišla. Nekaj se dogaja tu. What's nice to... What is that? Ena zanimivost o Joshu. On tudi posluša različni dve zvrsti muzike. In ena je klasična, druga je pa rap. Weirdo. Ne, se poslušam sam tek. To je njegov alto ali ono. Kava. Pa bučkin wafel z marshmallow tea in wait, there's no cutlery and chocolate. Tu v Nemčiji imajo ful tak ameriški stil. Are you okay? Hot. Yeah, it feels hot when you touch it. Inhale the crema. Anyways, I was saying, v Nemčiji imajo tak stil kave, ko v Ameriki se mi zdi pač velike so in malo bolj, pač več kave dobiš, sam drugačen okus je, no, taka bolj ameriška. Zdaj gremo pa na to Titanic razstavo. Ne vem, koliko bom snemala, ker nimam toliko baterije več. Die Ausstellung. Ker je bila v istem kraju še ta razstava Titanic, smo se odločila, da gremo še v istem dnevu to pogled in če si fan Titanica, ti bo to res vredno. Na začetku dobiš ta boarding pass, kjer ti piše par informacij o naključnem potniku in na koncu lahko ugotoviš, ali je preživel ali ne. In glavnem na tej razstavi imaš prav original kose iz Titanica. Tukaj je Rose v Titanicu hodila doskočiti. Ene stvari so pač zgrajene za potrebe te razstave. Zdaj bom tako Rose letela skozi hodnik, slow motion. It's gonna be majestic in my jeans and flannel. Torej na ladji je bilo več klasov, prvi, drugi in tretji klas. Prvi je tisti najdražji in če bi zdaj karte prodajali za Titanica, bi bile okoli 70 oziroma 80 tisoč vredne iz prvega razreda. Ja, v glavnem ful je bilo nekega nakita, denarja, torej Titanic je šel iz Velike Britanije v New York. Tukaj je seveda to slavno stopnišče, to seveda ni original, ker pač je ladja bila potopljena. Zdaj, tretji klas je bil, tretji razred je glede na druge ladje, ki so bile takrat, druge ladijske linije, ki so takrat obstajale, bil v bistvu ful boljši, ne zdaj nek luksus, ampak recimo namesto, da so imeli seno za vzmetnico, so imeli pravo vzmetnico in tak naprej. To seveda ni original, ker pač je ladja bila potopljena. Zdaj, zakaj so te stvari vzeli, ko so končno najdli Titanic na dnu morja po 73 letih, odkar se je potopil, kar so lahko rešili in prinesli nazaj, zato ker bi slejko prej, recimo čez 90 let Titanica sploh več ne bi bilo, ker so pač v morju bakterije, ki jejo prav železo, kovino. In v glavnem na posadki je bilo vse skupaj 2200 ljudi in tukaj si se lahko pogledal, kdo je preživel in kdo ne po imenih. Preživela sem. Pač oba bila na mizi, mislim na vratih. Bullshit. Missing someone